Vsi imamo tega notranjega kritika in da je to full fajn, hkrati pa notranji kritik tisti, ki nam lahko totalno onemogoči vse. Ni to namen terapije, da zdaj pa samo jokamo skozi. Pari, recimo, ko imajo neke take interne šale ali pa kakorkoli, pa jih nobenemu drugemu ne bojo smešne. Zato, ker je to nekaj, kar sta ona dva ustvarila in je to nekaj ful luštvenega. Dober pokazatelj zadovoljstva v partnerski zvezi, zdaj gledamo statistično, so ženske, ki se smejijo moškemu in ne obratno. Se glih to, ker naši klienti dostikrat bolečino zelo, zelo dobro poznajo. Ob vsem tem, kar se smeha, pa mogoče ne. A ti misliš, da mi moški toliko razmišljamo, ko smo doma? Dobrodošli v novi oddaji Preprosto o odnosih. Jaz sem zelo vesela danes, da se nam je z Luko pridružil en poseben gost in sicer zdaj bomo šli eno uganko, oziroma bom jaz povedala par stvari, kaj on je, pa boste pa vi za 1 sekundo ali pa 2 malo gibali. Ta naš gost je bil radijski voditelj, bil televizijski voditelj, je stand-up komik, ima svoj podcast in je psihoterapevt. Kdo je to? A veš ti povedal, Luka? Ja, z nami je danes Nate Schmidt in tudi jaz sem zelo vesel, da si se odzval na enem mobilu in hvala. Ta podcast bi jaz omenil najprej, Skodelica značaja. Povezava bo spodaj v opisu do YouTube kanala, ki na zelo lep, tak sproščen, zabaven način predstaviš psihološko, terapevtsko vsebino, v bistvu vsebino, ki jaz mislim, da bi mogel vsak pogledati. No? In so res so dobri posnetki in sva hvaležna, da si prišel. In danes sploh na temo humorja. Najlepša hvala, ker ste me povabila. Z veseljem sem se odzval, sploh Urška mi, da se niso videla, odkar sva zaključila šolanje. Tako, kar je, to je že grozen. Ni tu grozen. Ne dolg nazaj. nazaj. Tako da ja, ful z veseljem sem se odzval temu povabilu, ker če pa kaj pa rad govorim o teh stvarih. No. In to je bila tudi ideja za Skodelico značaja. To je ideja, ki sem jo 4-5 let po moje, posem pa se zdaj letos sem se brcnil v rit, sem rekel, zdaj pa treba to pač narediti, pa probati vam, pa sem zaenkrat dobil fulušne odzive. No. Da je res tako na sproščen, na kratek način predstavljena neka tema, o kateri mi, recimo kot terapevti, lahko poslušamo 2 ure dolgočasen TED Talk, zaradi tega, ker nas to res ekstra zanima. Ja. Za nekoga, ki mu je pa to tako, pa ja, v redu, jaz bi rad nekaj vedel, ampak ne da se mi poslušati 2 ure govora. Se ni toliko strokovno, kot tisti 2-urni, ampak dovolj strokovno, da probam podati informacije res v 5-10 minut. Tako. To se rabi in hvala, ker delaš te vsebine, ker izobražuješ javnost, tudi nas terapevte, kako na kratek, smiseln, duhovit način lahko predstavimo neke stvari. Zdaj, ker malo naroden rad, tako na začetku. Zakaj? Toliko sto me pohvalila, pišu, kar se več malo govorim o stvareh, ki me zanimajo. A je težko sprejeti pohvalo? Ja, isto je tako, zdaj sem pa pri terapeutih, tako smo že takoj. Ne, mislim, ja, drugač, če lahko podelim hiter en quote enega komika, Jimmy Carr, men komik, ampak ful bolj mi je všeč kot tako oseba. V enem podcastu rekel, da vsi imamo tega notranjega kritika in da je to ful fajn, hkrati pa notranji kritik tisti, ki nam lahko totalno onemogoči vse, kar želimo delati. Dokler je notranji kritik tako, da nas poganja, da nekaj spremenimo, kar ne funkcionira, super, ker pa notranji kritik rata tak, da če dam primer, to je tudi on na ta način, če bi vidva se zdaj z mano pogovarjala tako, kot se pogovarjata s sabo, verjetno jaz ne bi bil kle, ne? Ja, zagotovo. Zikr, ja. A veš, ne bosta rekla vse, kar si zase rečete, ne bosta rekla meni. In je tako včasih fajn biti tudi do sebe prijazen. Res je. In to tudi sebi povem na glas, da hvala in ponosen sem na stvari, ki jih delam. Pravilno. Odlično. In na temo humorja si tudi delal magistrsko nalogo, ne? Ja. Takrat mi je bilo zanimivo, kako res ni bilo veliko raziskanj v humorju na tak način. Veliko, humor je obramben mehanizem, pika konc. In ljudje uporabljamo to za to in to je to. Dober, sicer to je že nekaj časa od moje magistrske, jaz mislim, da je kar nekaj pol razvoja šlo naprej za raziskovanje humorja.
Pisal sem pa v medosebnih odnosih, se pravi, kakšno vlogo ima humor v medosebnih odnosih. Okay. Nekaj malega tudi o vlogi humorja v terapevtskem odnosu. No. Super, tako da jaz upam, da se še dobro spomniš te tvoje magistrske Ja, ko sem me naloge. povabila, sem jo šel prebrati še enkrat, za vsak slučaj. Bomo malo danes obnovili te stvari. Mogoče pa za začetek, da malo razbijemo, a ne? Pa se smo že, ampak jaz sem pripravila nekaj, pa bi rada speljala to, kar sem pripravila. Izvoli, a ne? izvoli, Urška. A sva te midva speljala na stran pota? Ja, ampak sem potrpežljivo počakala, a ne? Kot ena dobra žena, ne? Potrpežljivo čaka doma, da pride do svoje besede. Torej, gre za icebreakerje, okay? Da malo razbijemo. Torej, Nate, za tebe par istočnic ali. Okay? Okay. Instinktivno prva misel, ki ti pade na pamet. Okay? Upam, da ni napačnih odgovorov. Ni. Že naprej se pravičujem, če bom rekel kaj napačnega, predvsem moji punci. Ne, smo prijazni do teh stvari. Na koncu biš končne rezultate. Analiza. Od 1 do 10. Tako. Smeh na glas ali smeh znotraj sebe? Na glas. Na glas. Ker? Ker se širi, ker je fajn, ker daš ven stvari, ker je tako več ta pozitivnih hormonov se sprošča. Odlično. Absolutno na glas. Britanski ali balkanski humor? Veš, klepa me že imaš. Ne, moja je balkanka, ampak imam raj britanski humor, če že tako. Ampak je pa balkanski pa tako bolj po moje pri nas ukoreninjen. Tako da je tudi ta mogoče malo nostalgičen, ali tako, domač. Kaj pa ti, Luka? Mogoče tudi britanski. Ne vem, no. Se težko odločiti, ampak britanski, ne vem, smišno že gledati BBC te reklame, ki imajo se že smejo. Pač tako, kako se znajo pohecati, res. Jaz sem za balkanskega. Ok. Klon ali filozof? Klovn ali filozof? Ja. Klon. Ok. Tako, če si predstavljam, koga brajmi v družbi, nekoga, ki moram skozi razmišljati zraven, ker se pogovarjam, ali nekoga, kjer se smejem, bi vzel klona. No. Ok, super. Absolutno. Okay. Bi raje imel sposobnost, ki vsakogar pomiri, ali sposobnost, ki vsakogar nasmeji? To je pa zelo dobra dilema. Prej bi rekel, da vsakega pomiri. Pomiri. Ja, zato, ker če miren, se lahko tudi smeješ. To mislim, da je težje narediti, kot nekoga nasmejati. Okay. A ni? Je rekel stand-up komik. Ja. Domači humorju. Ja, ne, mislim tako, koliko smo se zdaj mi zlahka nasmejali. Ja. Če bi bil pa nekdo zdaj res afektiven, pa to je pa težje po mojem pomiriti. Ne vem. Ok, še dve imamo. Okay. Bi raje poslušal težave drugih 8 ur ali pred polno dvorano nastopal skupaj 8 ur kot stand-up komik? Mislim, drugega še nisem počel, prvo pa že. Tako da, mislim, ja, prvo, seveda, to je šit, ki ga počnemo in na neki točki, aj naporno, absolutno je. Ja, ampak je vna iskrca not, ki jo imaš za to, da to počneš. Ne, tako da to. Ok, pa še zadnja. Bi raje napisal knjigo o psihologiji humorja ali posnel komedijo o psihoterapiji? Raj bi po moje naredil komedijo o psihoterapiji. V bistvu ti dajeva ideje. Ja, v bistvu ja, tako da jaz si bom to zapisal zdaj. Ja. Nekaj časa sem že imel, mislim, ne prav o psihoterapiji kot taki, ker itak mi, kad delamo s klienti, to ostane tam, ampak drugače bi danes enega komika sem poslušal, ki je rekel tako, piše, ka psihoterapija je, v bistvu ti prideš tja na psihoterapijo, in ti s psihoterapeutom najdeš orodje, kako se boš sam soočil s svojimi stvarmi. Ja. To je edina obrt, kjer je to vsaj približno smiselno. Ja. Je rekel pač, predstavljaj si, da prije vodovodah tebi domov, ok, super, tukaj imaš orodja, pridem čez en teden pogledat, kako ti gre. A veš, mislim... Zelo dobro. Da, jaz sem se tudi ful na glas nasmejal. Kaj bo že sploh vprašanje? Zdaj sem pa malo zaplaval. Kaj bi raje napisal, ali knjigo o psihologiji, ali posnel komedijo o psihoterapiji? Ja, bolj se mi zdi zaradi tega, ker se pravi, komedijo o psihoterapiji, bolj zaradi tega, da bi to približal še bolj. Jaz mislim, da zdaj smo v nekem obdobju, kjer je stigmatizacija glede duševnega zdravja in pomoči bistveno manj, kot je bilo, še vsem pa je. Jaz mislim, da
bi s komedijo lahko približal to področje in pa mogoče tudi nekaj ali naučil, ali koga prepričal, da bi mogoče šel na terapijo, ker se mogoče ali boji, ali, tako da bi raj naredil komedijo. No. Okay. Še to je spet dva svetova združena skupaj. Ja. In to je nekaj najboljšega, ne? Da lahko združiš to, kar je strast, kar je veselje, kar je poslanstvo na nek način. Ne? Z nekaj časa sem se ful bal drugače. Pač, po eni strani sem bil komik, to je bilo najprej, vedno sem želel iti v neki smeri psihoterapije. Nisem bil še čisto točen v prvem letniku srednje šole odločen, kaj točno bo moja pot. Najprej bila psihologija, potem zakonske in družinske študije. Ampak sem se bal, kako zdaj sem pa terapevt. Sam ljudje me pa poznajo kot komika. Da ne bo to, zdaj bo ta prišel pa zbijal šale na moj račun ali pa kakorkoli. Pa v bistvu se je na koncu izkazalo kot pozitivno. Pripričan sem, da se nekateri ne odločajo zame kot psihoterapeuta tudi zaradi tega, ampak ali pa se zaradi česa drugega ne bi odločal zame. Ampak tisti, ki pa sej, pa mogoče to še celo malo lažji pol odnos, ker mogoče, se mi se pa že poznamo, jaz sem te že videl na odru, ali pa sem te videl na televiziji, sem te slišal na radiju, je že en korak k vzpostavljanju odnosa. Ja, tako. Ja, da se v bistvu že klient pa terapeut že prej spoznata. Ja, na nek način. V bistvu klient terapeuta je že nekako videl in je začuti. Tako da sem bil bolj malo pomirjen, kar se tega tiče. Super. Kaj pa te predstavlja humor? Kaj mi je smešen, a kaj mi humor predstavlja tako kot osebno? Tako kot osebno. Glede na to, da si kot komik, pa da verjetno si bil duhovit že od nekdaj, pa da to spremlja celo življenje še na karierni poti, pa potem tudi v terapiji, do tega se bomo še dotaknili. Me zanima tako, kaj ti to predstavlja? No? Ja. Zdaj, odvisno je, koliko starega najca vprašaš. V nekem delu je bil to način neko samopotrditve, to je bila ta srednja šola. Ljudem sem všeč, ljudem je okej, če jaz ne smejem, pomeni, da pripadam, da sem kulski, da je bila ta potreba zelo, zelo močna pri meni v srednji šoli. Pol kasneje bil pa v bistvu, je pa to en tak zelo, zelo močen povezovalni element. V bistvu ljudje, s katerimi smo začeli delati komedijo, smo tudi nekako skupaj rasli in smo še zdaj zelo, zelo dobri prijatelji. Kljub temu, da nas je družil na neki točki šiht, ampak smo zasebno postali prijatelji. Tako da zdaj trenutno meni to je en zelo velik povezovalni element. Zelo mi je način, kako lahko stopaš v odnose, pač če je iskreno, če ni zdaj toksično v narekovajih. Tako da mi je tak zelo, zelo močno vodilo mi je. Vsi pravijo, jaz hočem pa imeti nekoga, ki ima dober smisel za humor nasproti mene, ampak jaz nikoli ne vem, ali je to vzrok, ali je to posledica. Ne? Če me razumete, ali zdaj bom jaz humorjem stopil v odnos in bo to nekaj, kar bo ratalo, ali humor nekaj, kar bo iz nekega odnosa nekako zrasel ven in je rezultat tega. Meni se zdi, da je bilo to drugo sicer. To je zelo dobro vprašanje. V bistvu. Zelo mi je, ne predstavljam si, kako bi brez humorja bil. Tudi še vedno sem rad na odru. Je to tudi zame en tak kanal, kamor grem, pa malo se imam fajn, me zelo napolni. Ker to je tudi neko to zmer povem sicer, ampak bom še vama. Poetično vodilo, ki ga imam in pri psihoterapiji, in pri komediji, vedno je bilo tako. Se pravi, če sem jaz lahko odgovoren za to, da se nekdo počuti kanček boljši, ne da sem jaz kriv za to, še vseeno, ampak da sem neko orodje, zaradi katerega se lahko človek malo boljš počuti, sem jaz, sebično v bistvu, pa se jaz boljš počutim. Konco, pa sej. Kaj pa vem? Pa lepo. Lepo. Ja. Ker pomagaš. To sočutje. Smehom in solznem. To sočutje, empatijo, sočutje do ljudi, torej pomoč ljudem v resnici. In jaz ne bi rekel, da je to sebično. Mislim, ampak bi to počel, če se jaz ne bi dobro počutil. Se pravi, moje vodilo v srednji šoli je bilo to, da to moram početi zaradi tega, zdaj pač upam, da ne več, oziroma vsaj ne v taki meri. No. Je pa, pa mi je šla ena misel. Bo prišlo nazaj.
prej si omenil različne vstopne točke glede humorja. Ne? Kaj pa recimo glede vrste humorja? Ne vem, imamo kaj, sarkazem, črni humor, cinizem lahko. Bom rekla, kdaj so te stvari primerne? Torej, ne vem, nek sarkazem in kdaj je v bistvu, ne vem, so neke situacije, ko je to zelo neprimerno uporabljati nek sarkazem, ne vem, v odnosu, v skupini, ne vem, pri nekih dogodkih, naprimer, ne vem, obstaja res, ne vem, kako tako nenapisano pravilo, kje je to okej, kje pa to ni okej. Ker, ne, tako kot si omenil, ena vrsta humorja lahko mogoče celo razdvaja ljudi med sabo, ali pa par, ali pa, ne vem, družino včasih, ali pa povezuje. Ne? Okay, kje... Wow, Urška, dobro vprašanje. To je bil zdaj neprimeren način sarkazma. In jaz sem rabila 2 sekundi, da sem... Evo, to je rekel. Ne. Mislim, dobro, res sarkazem, cinizem, to ne da ne rad delim na to, ker cinizem je meni sam zagrenjenost. Vse je slabo. Tako da to jaz ne vidim nekega pozitivnega učinka cinizma bilo kje. Rad pa razdelim jaz, to, ko sem tudi v magistrski po enem kanadskem avtorju, ko on razdeli, se pravi, na 2 osi da humor, se pravi, ena os je usmerjenost, se pravi, na ven ali na noter, ena os je pa se pravi, pozitiven ali negativen. Se pravi, če je pozitiven, pa usmerjen na ven ali noter, je ok, če je negativen, se pravi, to je agresiven humor. Pa mislim, da tudi ni... Mislim, takoj, ker negativen naleti na pozitiven, je to že pozitiven humor. Ne? Tako da jaz mislim, da je to vse stvar odnosa. Pa subjektivnega razumevanja. Seveda, humor je subjektiven. Zato pravim, pari, recimo, ko imajo neke take interne šale ali pa kakorkoli, pa jih nobenemu drugu ne bojo smešne. To, ker je to nekaj, kar sta ona dva ustvarila. Je to nekaj ful luštenega. Ko vidimo, kako se nasmejita, pa ne veš točno, kaj se je zgodilo. Tako, ja. Ali neka spomin, ali nekaj, kar sta že večkrat rekla, ali pa bilo kaj. Tako da to je vse, mislim, da stvar odnosa. In to je ta, kar dela humor primeren. Vsaj jaz bi tako rekel. No. Se tudi, recimo, ne, če gledaš publika, se publika ti hitro pojavi, greš čez mejo, ali nekaj ni smešen, ali nekaj ni okej. Ker biti na odru je v bistvu zelo podobno v enem delu, kot biti terapeut. Tako da zato mislim, da bi bila super komika. Ne, greš, ker kaj ti moraš narediti s publiko? Jaz postaviti nek odnos, začutiti, kakšen je. Kaj pali. Kaj pali, kakšen vibe je, in če nimaš ti tega kontakta s publiko, če ti oni ne verjamejo, če se ne morejo s tabo poistovetiti, če ti ne zaupajo na neki točki, če te ne začutijo. Ni smešno, ne? Mislim, da se nekaj tudi napisati, pa je še vsem, če pol na maso greš gledati, se da, ampak tako v nekih teh bolj intimnih stvarih je pa v bistvu podobno. Če si z tega vidika vzpostavljeno odnosa. A se ti zdi, da se dosti smejemo? Tako? Jaz iskreno vse. Ja. Meni je to zelo pomembno. Ampak, a tako misliš kot družba, kot posamezniki? Ja. Tudi glede na to, da pač imaš občinstva, tvoj glas sega do množic, pa plus terapeutsko delo. Množice, malo preveč, ampak ja. Množice. Ponosi nas, komplimenti. Razprodane stožice. Tako. Kaj pa vem, jaz imam občutek, da ja, se zaradi tega, koliko je, ne vem, že predstav komedij, koliko je narejenih, pa so vse relativno polne. Ljudje se radi smejimo. Mogoče bolj v tem delu, da si kakšne družbe mogoče ali ne upajo toliko, ali ne znajo dejansko. Ampak ja, jaz imam feeling, da se dovolj smejimo. No. Ne vem, kaj ima to video feeling? Jaz bi tudi rekel zase, da se eno smejim. Ampak ne vem, tako se malo vprašam, sploh glede na... Jaz mislim, da se premalo. Mislim, da bi se kot družba... Ne, mogoče smejimo se, ampak ne vem, če smo dovolj sproščeni v družbi. Ne vem. Kako to misliš? Tako, malo zategeni postajamo, se mi zdi. Rezervirani včasih. Ne vem, se to je odvisno od družbe. A ne? To je tako na koncu kulture različne. Ja, tudi to. Jaz se sam razmišljam. Mogoče se vštipo istoveto. Jaz v zadnjem letu nisem bil nekaj ven zunaj, ker sem oče. Tako da jaz ne vem, kako zdaj v bistvu družba se smeje. Tako da vse, kar sem govoril, zdaj je bilo hipotetično. Mogoče nek feeling, ki ga dobiš iz
ali medijev, ali ne vem, storijev, ali kakorkoli. Možno, ja. Kar je spet subjektivna stvar, ne. Kako pa videl, to me pa res zanima kot terapeuta, kolikrat dobita recimo pare, pa tako je pa, ne vem, se ne smejiva skupaj, ali pa kolikrat pridete do točke, mogoče res na prvih urah, da je to problem, oziroma da je to nekaj, kar poročajo. Ja, pri meni kar. In jaz v bistvu imam, recimo, sploh če pride par, pa da recimo ženska, ne vem, reče, nimava nekih takih skupnih stvari, se premalo svejeva, nič se ne smejeva več, samo še obveznosti, kdo gre po otroke, ne vem, kdo gre tja, kdo bo šel v trgovino, karkoli. Jaz potem vedno dam malo odgovornost tem moškim, a ne? Ker moški se mi zdi, da se lažje povežejo moški z terapeutom, ki malo humorja da, ki malo razbremeni, razelektri to zadevo. In jaz opažam, da moški imajo v resnici veliko humorja, ampak so zelo previdni, recimo pri ženskah, kdaj ga uporabijo in imajo občutek, da sploh ne vejo več, kdaj uporabiti ta humor. Ker je, ne vem, ni smešen, ni zabaven, je neumesen za partnerko, recimo. In pol se pa v bistvu tudi moški zelo hitro vdajo in reče, ok, pa nič. In pa ženska, recimo, zdaj govorim malo stereotipno, ne? Dober, ja, ampak pol je pa ženska tam in pol pa ženska reče, ja, pa nič več me ne nasmeješ, nič več se ne pohecava, ne? Ampak moški pa reče, ja, lej, sej, kolikokrat pa se ti odzoveš na te stvari, a ne? Ja. Tako da jaz imam kar tega, no, in jaz probam tudi... Ampak, veš, to je zdaj ta del, a se ne odzovejo zaradi tega, ker je takrat uporabljen kot, dajmo zdaj čisto razbremeniti. Ja, to sem hotel reči. Da se ne bomo pogovarjali o tem, kar je zdaj tak nedel v želodcu prišel, badumc, ne? Ja. Ali je pač to nekaj, fajn se malo, dajva se še nasmeja. Tako. Mislim, da je to, ja, moški obupamo. Drugače pa, kar si rekla stereotipno, pač takrat, ko sem delal tudi magistrsko, dober pokazatelj zadovoljstva v partnerski zvezi, zdaj gledamo statistično, so ženske, ki se smejijo moškemu in ne obratno. Se pravi, obratno ni bilo statistično pomembno za zadovoljstvo v partnerskem odnosu. Se pravi, ne bi bili mi moški kao tisti, ki vnašamo. Statistika je pokazala, raziskave pravijo. To si tudi prej govoril, ne? O teh stvarih, ko smo se pogovarjali. Se pa bodo iskreni, tudi potrebo imamo, mečkam večjo potem kot ženske. A ne da? Imamo. Mislim, dobro, jaz sem tudi profesijo naredil iz tega, tako da jaz bi rekel, da definitivno. Ja. Jaz bi sam dodal, da bališčem, kdaj se znata zabavati. V momente, momente, kdaj se zabavati, kdaj ste se nazadnje pač bili razigrani. Pa rekel, da nekako to je dobro. Ker tudi njim daš pol malo zamisel, kaj pa je bilo takrat drugače, kot takrat, ko me ni razumela, kot takrat, ko se niso nasmejala. To je fajn. In pol je tako z intimo to prepleteni. Ja, seveda. Zato pravim, da je doskrat to rezultat tega. Kako pa uporabljaš humorja v terapiji? To je nekako ne prišlo pri nama do tega, da sva te pol tudi povabila, ker rada ga uporabljava. Oba. In tudi pol se rada hecava, ne iz klientov, ampak tako, iz kakih situacij pa med sabo in sveka, da tudi v terapiji opažava, koliko je to en tak razbremenilen, pa tudi zdravilen faktor lahko. Lahko, ja, jaz se čisto strinjam. Od začetka sem bil zelo zadržan do tega, ker itak tekom študija pa vsega tega... Kako je to resno, pa odgovorno. Pa rigidno, tako, se je, absolutno je. Kar pa ne pomeni, da pa pol ni prostora, da bi se mečkan pošalil. No, sej, mislim, doktor Gostečnik je bil en ta prvih, ki je bilo tako, se lahko tudi malo nasmejimo. Se lahko malo... Nekaj zelo tako, do določenih stvari zelo sproščeno in tako prijetno pristopa. Od začetka res nisem prav tako, da bi namensko delal to, ampak s časoma pa bolj pride, tako kot si ti rekla, ali v prvih urah, da je mogoče malo razbremenilno, da je malo, da je malo zdihati, ni to zdaj, da bo pa tukaj not prišla, tako je začela jokati in potem šla vsa razštelana ven. Ni to namen terapije, da zdaj pa samo jokamo skozi. Pa pri zaključkih ciklov, pri zaključkih ur, ko je človek, recimo, to me je ena moja klientka dejansko naučila, nisem to, jaz bil tisti, ki je vnesel to, ker sva imela kar eno tako zelo doživljajsko terapijo. Zelo veliko je bilo ene bolečine, veliko je bilo enih občutkov, ki so se nekako prepletali sem ter tja in potem
počasi začnem zaključovati tisto uro in je ona v popolnem momentu popolno sama sebe in tudi mene, v bistvu, mislim mene, pač razbremenila situacijo, ki je bila v prostoru. Jaz se nisem mogel nehati smejati in bo sam tako, wow. Pa sem v bistvu, a je bilo to zdaj en način, kako, ne, ni bil to način, kako zdaj ne čutiti tega, ker je dovolj doživljala tisto uro, ker je že šlo pač v zaključevanje in je tako, ok, to je res en društven način, kako dobiš eno drugo izkušnjo znotraj ene, ki je in je, mislim, ne vem, smeh ima res zdravilno močno, tako kot vsaka solza ima tudi vsak nasmešek. Ja. Jaz se spomnim ene svoje klientke, ko je rekla na koncu terapevtskega cikla, ko se je vse zaključevalo, je rekla, najbolj mi je ostalo v spominu, da terapija ni bila samo žalost, razočaranje, trpljenje, jeza, ampak da je bilo tudi veliko smeha, pozitivnosti, da v bistvu... Ker to je življenje. Življenje ti daje težke momente, težke trenutke, ampak ti daje zelo vesele trenutke tudi. In zakaj ne bi terapija bila tudi to? Ena res dobra, pozitivna izkušnja z veliko smeha mogoče včasih. Čez naše prostore gre pač celo življenje, ne samo solze. Meni pa zelo staja, ker sem imel priložnost, sem šel v Washington na ta simpozijum in sem Sue Johnson poslušal. In je prišla 80 let stara gospa s palčko in se usedla in je sam rekla, vi jih morate nasmejati. Izkazali se je, da če sam zasledujete solze, da boste več škode naredili kot dobrega. Dajte se sprostiti, dajte se zabavati z njimi. In mi je prav tako, nagovoril me, se mi zdi že prej, pa ko sem njo slišal, sem tako, gremo še tle s tem. In se je ful dobro izkazali. Ne, res je, ful ima eno magično moč. Se glih to, ker naši klienti dostkrat bolečino zelo, zelo dobro poznajo. Ob vsem tem, kar sem smeha, pa mogoče ne. In jim je to mogoče tista nova izkušnja, ki jo rabijo dobiti ob vsej bolečini, ki jo pač prenesejo nam. Tako da absolutno se strinjam in všeč mi je, da tudi se tudi govori o tem, na način se je daleč od tega, da bi, ker še vse je tudi kar nekaj klientov, ki pridejo pa pol ob neprimernih trenutkih ali to jemljajo kot orodje, da grejo stran od neke bolečine. Ja, tudi pač je treba nasloviti, pa to se treba prepoznati. Ampak se začnejo hicati iz tega. S časoma tudi je bilo tako, ne vem, pol 5., 6., 7. srečanje, kakorkoli. Pa sem se spet pošalila, ali pa pošalil, gremo nazaj, razumem, ne rabaš reči, ne, bom jaz. Tako da se mi zdi, da ima to ful fajno vlogo in da mogoče res je to naša naloga. Tudi mi zdaj, ki si rekel, dajte jih nasmejati, ti da še malo več, da je to fajn, da je to ima več poguma pa sproščenosti. Tako. Bi rekel, da veliko ljudi uporablja humor kot en obrambni mehanizem. To pa je ena stvar, ki je zelo kulturna po moje. Mogoče ta balkanski del. Da malo podelimo naše zadeve na tak način, da se lahko nasmijo ostali. Na nek način je to probavanje. Jaz sem imel tudi eno klientko, ki je zelo v smehu večkrat povedala za eno zlorabo, ki je imela. In ker to človek naredi v nasmešku, dajmo se ne s tem soočati in to dum. Dokler pač ni naletela na nekoga, ki je pač bil tako kva? In je bilo to eno čisto nova izkušnja za njo. In jaz mislim, da ful veliko ljudi to počne. Konec koncev se tudi mi kdaj to naredimo, nekaj bolj, ne sicer za neke res močne stvari, ampak če nekaj malo neprijetno, pa dobro, ne zdaj, ne. Dobro, govorim zase, ampak mislim, da humor je, mislim, da številka 1 obrambnih mehanizmov. Hvala Bogu, konec koncev. Če bi se mogel odločiti za en obrambni mehanizem, bi se za tega, za razliko od ostalih. Se mi zdi, da še vse ima še vse ti skomuniciraš nekaj, kljub temu, da mogoče z napačno vsebino zadej, ampak še vse pa daš ven. A pa z drugačnim namenom? A pa z drugačnim namenom, ja. Se še vseeno v besedi, ne? To bolj v partnerskih odnosih in tudi pač individualno, če to predolg časa traja, če si v odnosih, ki to zelo spodbujajo, da se pač držimo stran od srčike, težav,
pol je to itak toksično, pa slika prej to ne more funkcionirati. Ne? Poč na en ali drugačen način. V bistvu res omogoča, s humorjem vse čas tipamo. Tako, in koliko smo uglašeni tudi med sabo, kam iti, kam ne. In je, Seveda, je zdaj trenutek, da me smo bom jaz to malo zapakiral in tako božično darilo, da vidimo, ali bo folk odprl, ali ne bo, ali sej iz te, kaj sem strahu pred tem, da bi človek bil ranljiv, sej težko biti ranljiv. Jaz po eni strani tukaj spoštujem naše klijente, kako hiter, včasih sem prav presenečen, kako hiter jim uspe biti ranljiv pri nas. Popolnemu neznancu sem prišel. Dobro, se mogoče je ta racionalen del kle full fine, ok, sej on je šolan za to, on me ne sme prizadeti, jaz ga plačam, on je tukaj v službi mene, ne pravim, da vsi, no, ampak mogoče je to en indic, ampak tako, če že sebe gledam, pač težko je biti ranljiv tako hiter. Zelo težko. Jaz se tako včasih vprašam, recimo, ko ravno govoriš v odnosih, ne vem, recimo mi terapeuti smo se šolali, ne vem, skoraj 10 let v tej smeri in potem pa recimo, ne vem, jaz do svojega partnera včasih kar pričakujem, da bo pa on zdaj isto znal, isto ne vem kaj in se moram večkrat opomniti, ok, pa dobro, on je, ne vem, s tabo, ne vem, leto, 2, 3, ti pa se šolaš, ne vem, 10 let, pa še vedno, sej ne more biti isto, in se mi zdi, to, vidva kot terapeuta, in ki uporabljata humor. Koliko ima ta včasih izziv ta humor uporabiti v vajnem odnosu? Pa ne v smislu v primerih, ne govorim o primerih, ampak koliko dozirati to v partnerskem odnosu, da to ne pride kot, ne vem, če bom zdaj spoznala prav povedati, ampak da ni to kot ena terapevtska zadeva ali pa ena humoristična zadeva, ampak koliko dozirata vidva humorja? Jaz ne vem, če čisto razumem vprašanje. Dozirati humor, kva? A ti misliš, da mi moški toliko razmišljamo, ko smo doma? Ne vem. To zelo spontano pride po moje. Če se prepustiš se, in pol pač pride. Samo od sebe. Ženske preveč razmišljamo. Malo razmišljamo. drugače, midva s punco so skupaj 18 let, tako da zdaj mislim, da ene stvari že toliko pač, kada so tam na pladnu, pa sam počakava, kdo je tiskajo, bo rekel. Imava iste misli v teh stvarih, meni je to full fine, drugače. Meni je tako, glih zdaj, ko imava, se pravi, hčerko, ko včasih dobiva isto misel v istem trenutku, recimo, ne vem, kaj zapet, kaj reči, iz česa se pošaliti. In je tako to ključen moment. Tudi če si utrujen, zelo, ampak imaš ti momente, ki so the best. Tako da, a je bilo to nekako tvoje vprašanje? Pa recimo, ja. Torej, kaj pa ljudje, ki se ne znajo pohicati? Obstajajo ljudje, ki se ne znajo ali pa ki rečejo, ne, to pa ni moj stil, uporaba humorja? Jaz mislim, da ja. Jaz mislim, enim mogoče humor res bolj naravno pride kot drugim, kar pa ne pomeni, da se ne znajo zabavati, da se ne znajo smeje, da se ne znajo imeti fajn. Verjetno ja, obstajajo, zdaj to lahko tukaj razdelamo, zdaj je to stvar karakterja, temperamenta, je to stvar vzgoje, je to stvar, ne vem, izkušenj, ki jih je človek doživel ali ne. Ampak sej že najdeš v odnosu neko valentnost in skupaj ustvariš pa nekaj, kar je pa zabava, kar je pa fajn, kar je pa smeh. Če pa tukaj vprašanje, se humor da naučiti? Se ga da? Ne vem. V enem delu, zdaj če gledamo komedijo kot obrt, ja, so neke zakonitosti, so neke, kar recimo s kilometrino pridobiš, ne vem, sploh spoštujem te res večje slovenske stand-up komike, ker jim ta struktura humorja v bistvu že toliko naravno pride zaradi kilometrine same. A pa se ga da, ne vem, naučiti, kaj se jim, ne vem. Razvija se, ne? Verjetno, mislim, sklepam. Ja, se to je zdaj vse hipotetično, nekaj govorimo, ne vem. Jaz se spomnim, ne vem, imeli smo eno delavnico in team building za eno skupino ljudi, smo delali to, se pravi, spontano komedijo, smo imeli malo delavnico, malo tako povezovanje med ljudmi.
In tisti, šlo je pa bolj za ljudi, ki jih je strah javnega nastopanja, pa nekaj v tem smislu. In začeli tako, da so sedeli čisto kole, pod koncu delavnice so pa lahko pred sicer skupino, ne vem, 15 ljudi, imeli nek mal nastopali in so se lahko šalili vsak v nekem svojem smislu. Tako da zdaj ne vem, je humor posledica nekaj, kaj se jim sproščenosti, samozavesti, konec koncev tudi povezanosti ali skupino ljudi ali z enim odnosom. Ali je to, v enem delu je tudi skill, je tudi, se pravi, da zvežbaš, ne? Ampak v enem delu pa ne vem, stvar, to zdaj razmišljam čisto. Je pa, mislim, prepletenje z inteligenco. Ja. Kje smo to imeli? Neuroznanost. Smo govorili takrat o humorju in koliko je inteligenca en ful velik faktor. Spomnim se čisto, kaj je že bilo. Ampak ja, se mi zdi, da si dobro povedal. Res ni to, kar si iskan na to. Ne, res, mislim, se so, ampak vsak gre pol na neki, en gre na možgane, en gre na samo strukturo, en gre, kaj je tisto, ki je smešno, en gre na čustven del humorja. Res, humor s tolikih različnih vidikov lahko gledaš, da težko v enem stavku daš neko definicijo. Ja, mislim, nekaj, kar izzove smeh. To je pa itak zelo subjektivno. Koliko je pa, mislim, rekli smo, koliko je pomemben humor, da se smejimo, prej si omenil hormone. Se kaj sprošča? Dopamina, veliko serotonina? Odvisen, kjero odvisno situacijo. Gledaš, eni rečejo serotonini, eni pravijo dopamini, eni pravijo endorfini. Jaz mislim, da vse to skup, oksitocin seveda. Meni zanimivo bi bila, da humor oziroma smejanje zvišuje prag bolečine. Zvišuje. Se pravi, da tisti, ki se smejejo, so manjkrat hoteli proti bolečinske tablete, kot tisti, ki se niso smejali. Wow. Zato dajo smejalni plin zdravniki. To nisem nikoli pomislil, ampak ja, očitno. Ja, tudi, mislim, verjetno. Ja. To je bilo meni taka zanimiva. Čist sam smeh, jaz mislim, da nima negativnega vpliva na telo, čist, če gledamo biološko. Pa nalezljiv je, ne? Ja, to pa tudi so bile raziskave, pa niso... Te terapije za smehom. Tudi so, ja. To pa še nisem. Pa sej pa eksperimenti, ki so bili, kjer se je, ne vem, na avtobusni postaji, na železniški se je začel smejati, pa se je pač cela dvorana, oziroma cela hodnika, kakorkoli rečeš, začela smejati. Spet pa so kle pogledali, a je to zaradi tega, ker če se en smeje, a se moram tudi jaz, a je to ta del socialne pripadnosti, ali je to... A je pač sam nekaj se zgodi v človeku, ko se ljudje smejejo. Zato so tudi predstave, boljših je iti v živo gledati, kot ne vem, doma na Netflixu. Ker tam je tako, cela dvorana se je zasmejala. Pa res, dobro je. Da nek ta, kaj vem, fajn se smejati. Ker si prej ful dobro povedal, začutiti publiko, koliko je pa oni tebe. Koliko je pomemben res, da ste tako uglašeni in ta uglašenost v humorju. Pa prav spomnim, je to čist na te osnove, kako se pač otrok uglasi na mamo in mama na otroka in ga potem pomiri. V bistvu je čisto isto, samo povezovanje je to. Samo, ja. Pa sej povezovanje, sej to je v bistvu osnova za vse. In za terapevtsko delo, in za odnose, ki jih imamo doma, in za odnose, ki jih sklepamo s prijatelji. Pač, če ti začutiš človeka na drugi strani, si ljubši in bolj povezan in ta vez je pol tista, ki nekak je osnova za vse naprej. Tudi na publiki. Sej, če boš ti, ne vem, videl nekoga, kaj se jim govori, dajmo reči enega zelo uspešnega slovenskega komika, gledal, kako razlaga, kako je reven, kako ne more, kako nekaj pa dela na ta način šale, jaz sem mu našel res. Ti ne bo smešen, ker je tako... v Poršu si se prepelal, a veš, mislim, so druge stvari tam, ki so zabavne. Ko si malo bolj avtentičen, ko si iskren, in spet, isto velja za medosebne odnose, če si avtentičen, če si iskren, in tukaj pa ta ranljivost, če ti iskreno si lahko ranljiv in deliš tisto, kar je najglobje v tebi, je to ena zelo povezovalna vez. Lahko pa tudi ni, ne, ampak... Torej, zelo veliko treniraš ranljivost, a ne? Ja, tudi na odru, sej, mislim. Na odru, terapiji, vse posod, a ne? Koliko je lahko... Ne, bom spremenil vprašanje.
Črn Se ga še humor. nisi povedal. Ja. No, v glavi. ja. Črn humor, recimo. Ja. Ama humor meje. Pa vem, da smo zdaj govorili, ne pač odvisno od človeka in ranljivosti, vse to, ampak tako. Ima mejo. Pa mislim, da je za vsakega posameznika drugi. Za vsakega posebej. Recimo, če gledamo iz vidika nastopanja, publika ti hitro pove, če greš čez mejo. Ja. Sploh recimo s kolegom, ki dela to spontano komedijo, ki ni nič vnaprej pripravljen, Ja. tam itek mal tipaš, do kam recimo gre, kdaj se ful hitro sta, tudi ne vem o kaj se jim starših ne bomo govorili, v redu, kdaj pa greš lahko bistveno dlje iz nekega vidika. In to je to, če tudi črn humor, če se ljudje odzovejo, če ljudje razumejo to kot šalo, če si ti to povedal kot šalo. Saj noben komik ne gre čez mejo z namenom, da bo prizadel, da bo užalil ali bilo koga. Pač, če človek, to je njegov job je narediti joke, kakšen gre bolj skozi, kakšen ne gre tako dobro skozi, ampak to je njegov šiht. Pač, ne? In zdaj, če to osebno jemlješ, mislim, da je pol tudi stvar posameznika. Zdaj smo v tej cancel kulturi, kjer je vsak, ki gre mečkan čez mejo, in pa kar, ti si slab komik, ti si... Tako da ja, mislim, da mejo ima, ampak je pač zelo odvisna čisto od posameznika. Če govorimo zdaj o medosebnih odnosih, to mejo pač ti v tem odnosu nekako vidiš, ki je in veš, ki se mogoče hecati, ki ne. Pa tudi kot kakšno urodje uporabljaš humora, je to zdaj spet, da gremo stran, ali je to nekaj, da se nasmejimo. Se pravi, odvisno od publike. Ja, absolutno. Ja. Bi jaz rekel. Torej, moraš biti kot komik v bistvu zelo inteligenten in prilagodljiv. Ja, hvala. Ne, torej, kdaj uporabljati kakšen humor? Ne? Ja. Okay. Pa se to niso stvari, da tako zelo namensko to narediš. To so stvari, ki spontano pridejo. Pač čisto iz, neke povezanosti, si začutiš. Ne, čisto malo po feelingu. Kaj pa, ki si omenil cancel, ta culture, ne? Da res kar omejuje, o čem se lahko govori, pa kaj zdaj je občutljivo, pa kaj ni občutljivo. Pa vem, da se veliko, kot nek zunanji opazovalec bom rekel, ne? V svetu komedije se pač veliko govorilo o tem in tudi komiki so se lahko z tega norca delali in potem so bili kar skenslani. Vse to, kaj si misliš o tem? Tako, kot sem prej rekel, pač joke je. Se to Dave Chappelle tako dobro, lepo. Jaz mislim, da je to, nam rekel, da je to problem, ki je omejen, mogoče na, dajmo reči, splet, pa mogoče bolj Ameriko iz tega vidika. Jaz v Sloveniji tega nisem začutil na ta način, da bi imeli komiki kakršenkoli problem s čimarkoli. V enem delu mogoče da pride do kakšnih stvari, pa so tako malo, to pa nekaj ni bilo ampak to pa ne vpliva na to, da zdaj bo pa generalno vsa publika recimo nehala hoditi na te nastope, načrtno v smislu, jaz se ne strinjam z eno izjavo, ki je ta človek rekel, jaz ne bom šel čist neko nepovezano zadevo predstavo. Tako da se mi zdi, da to mogoče še vsem bilo v ameriška zadeva oziroma stvar socialnih omrežij, tudi britanska mogoče in tako naprej. Kaj sem, ne vem, v enem delu, kdo je že to rekel? Ne bom se spomnil, ampak mi imamo zdaj privilegij se ukvarjati s stvarmi kot, a je nek človek na televiziji rekel nekaj, kar me osebno žali. Ja. To je privilegij. V smislu, če gledamo naše stare starše, njih je skrbela, bo v nedeljo južna. Ne? Zdaj, pretiravam v nekem tem smislu, ampak če gledamo čisto, ne vem, hierarhijo potreb ali kakorkoli. Se je šlo bolj za preživetje. Ja, ampak mislim, da zdaj, še ne pravim, da ni lakote, ni daleč od tega, da to pravim, ampak mislim, da ne vem, izmed nas treh kleje, mislim, da noben od nas ne rab skrbeti, a bomo lačni danes. Ne? In imamo res privilegij, da se lahko ukvarjamo s stvari, kako se pa jaz zdaj počutim tukaj z vama. Kako pa, kaj je tazga, kar je Urška rekla, da danes mogoče mi ne ostaja. Ne? Po drugi strani je pa to super bolj platforma, da kot si rekel, da je pa pol cancel culture zaradi tega, ker sem jaz osebno prizadet, ker je en komik nekaj rekel. Se možem, da človek je prizadet. Jaz mislim, da ima to večjo vlogo v medosebnih odnosih, ker če jaz nekaj naredim, kar bo tebe prizadel, je absolutno moja odgovornost, tudi če ni bil namen moj tak. To se mi zdi zelo pomembno, kar si izpostavil. Tudi če ni namen, sploh v tem humorju včasih ali pa te sproščenosti, ko pride v odnosih, a ne, tudi če ni namen, da sem prizadel,
pa je mogoče nekdo drug se lahko tako začutil, Ja, da ja, je. ja. In koliko je pomembno res to upoštevati. Seveda. Ker recimo, jaz večkrat v terapiji vidim, ko rečejo, pa se nisem mislil tako, pa kaj sta tako občutljiva ali pa kaj takega. Vse je bil sam joke. Ampak lahko mi spoštujemo, da pač nekdo mogoče ni v moodu za ta humor ali pa ni v stanju ali pa razmišlja popolnoma drugače. In pa nekomu bo to čist smešen, za nekoga je pa to lahko tudi boleča tema. In to je tisti del, kjer je pa pol humor rezultat. Tukaj mogoče nekaj je in tukaj je lahko tudi orodje. Če se tukaj ne razumemo, kaj je tisto, kar je tukaj, kar še ni bilo mogoče povedano. Recimo, če zdaj kaj sem nek bizaren primer, da imam jaz, ne vem, težave s tem, ker sem se zaizredil ali kakorkoli in če je to nekaj, s čimer se jaz pač ne počutim najboljš in da bi vidva rekla neko opasko tako, ti si pa zdaj foter, zdaj pa smo v zredu, pa lahko to mene zabolel. Recimo, če sem pa ok s tem, bi se pa nasmejal. Pa isto sporočilo vaj na meni bi bil zelo pozitiven, v smislu, malo se pošalimo, ti si tudi oče, lahko pa naleti pač na neko bolečino in je to, jaz sem to izrazil, tudi moja odgovornost je, da pa pač povem, da je to mene prizadelo. Tako. Ker se mi zdi, ne vem, ali mogoče sem jaz dobivam take klijente, da tu velikokrat skrenajo parja. Torej, ti mene ne razumeš mojega heca, ne razumeš mojega načina komuniciranja, ne razumeš včasih mojega sarkazma, ampak koliko je to res včasih krivično. Ja. In na eni in na drugi strani. Tako. Tukaj jaz zmer probam poreči, kaj pa sta naredila, da so te zastopila? Ja, ona me ne zastopila. Kaj si ti naredil, da te bo zastopila? Ja, tako. Ja, kva jaz? Kva ti? Točno to. Ja, točno to. Sem se hotel malo razbremeniti. Se pravi, si čutil, da nekaj ni okej, ne? Ja, in spet kak način razbremenitve uporabljamo, ne? A kaj veš, a pomaga... Tako, ne vem, če veste, da držiš eno pozo nekaj časa, roke v zraku, v smislu zmagoslavja, nekaj minut, potem se kar bolj se počutiš zaradi tega. In pa se da s temi različnimi pozami vplivati na svoje počutje. A res? Ja. En del sem slišal, da tudi v ogledalu, da se kar prisiljeno smeješ. No, to me zanima. V nekem tem smislu, pa da pol v bistvu se na neki točki začneš organsko smejati in pol spet, valjda, če grejo serotonin, dopamin, endorfini gor, valjda se boš bolj počutil. Ni tako, da zdaj bi jaz to priporočal kot neko, zdaj pa 4-krat na dan to naredi, zaradi tega se boš počutil bolj. Jaz mislim, da to še vse je nek tak obliž na rano. Če si hočeš res konstantno popravljati, ampak lahko ti pa pomaga. Recimo, zjutraj se malo bolj zbuditi v tem delu. Bom jaz to začel prakticirati. Pa mogoče naslednjič, ko me bo vafta, poročam o rezultatih. To bi lahko vsi naredili, en eksperiment. Nekaj prav povezal bi s to, kar sem enkrat imel eno klientko, pa je bila kar taka depresija, ampak sva se pa lahko nasmejala, parkrat. In je to takoj preneslo, itak pač izboljšanje počutja in vse to. In mi je rekla prav na koncu, ko sva se poslovila, da od vseh stvari, pa jaz sem si mislil, pač wow, pa tam smo šli v globino, pa tam smo se dotaknili, koliko smo šli daleč. In ona reče to, da sva se lahko nasmejala. Koliko je to v bistvu dal ta smeh. In pa sem prišel na misel, pa če se malo smejimo sami sabo, v kakih takih situacijah. Se sploh pri teh bolj depresivno naravnanih, pa ne govorim zdaj o klinični depresiji, ampak tako, pač, če malo osebnostno tam. To pa pomaga, zaradi tega, ker mehko aktiviraš telo, da sploh je sposobno, da ima energijo, mogoče nekaj narediti. Veš pa to, kar si rekel, meni to, mislim, da še niti enkrat ni bilo tisto, kar sem jaz mislil, da je bil premik v terapiji, tisto, kar je bil premik v terapiji. Niti enkrat, po moje še ne. Zmer je nekaj, sploh ne spomnim, da sem rekel, sploh ne spomnim, da sem imela to interakcijo. Ali nekaj, kar rečeš med vrati, nekaj, kar rečeš, ne vem, čisto na sredini neke terapije, ali nekaj, kar, ne vem, napišeš v mail, ko imaš bolniško, pa res včasih so kakšne take stvari, mislim, ponovadi so znotraj terapije, ampak to me vsakič preseneča. Zato je to, imam tako rad to delano, ker tako res ni ene stalnice oziroma ni nekih tirnic, po katerih greš. A misliš, da pridejo k tebi klienti, ki si prej rekel na začetku, ker te pač poznajo, tudi kot medijsko osebnost, ki napolne stožice, da pridejo mogoče tudi s tem namenom k tebi, da kot eno to, da te poznajo, kot drugo pa mogoče, da se bo lahko nasmejal. Kakšne stvari?
bi jih mogel vprašati. Jaz mislim, da kakšen tudi zaradi tega, seveda. Mogoče pridejo na način, ok, klevo pa malo tako. Ne. Ampak mislim, da je večji del tega, nek sem ga že videl, na nek način. To, ja. Nekaj všeč mi je. Ja, Vidim se, kako bi lahko šel k njemu iz tega vidika. Mislim, da je bil ta del. Ker mislim, da tisti, ki me poznajo samo in ne, ali pa tudi. Ne vem v bistvu. Mogoče bi jih vprašati. No, ponovadi, ja, ali pridejo, ker so me videli na kakšnem podcastu, ali pridejo, ker so me videli na televiziji, ali pridejo, ker ne vem, so čisto pogooglali, pa po naključju je to glih moja pisarna v bližini tam, kjer oni delajo, ali pa nekaj v tem smislu. Največ vseeno je pa tega, kar gre od ust do ust. No. To je pa res tako zelo. Kolegica mi je rekla, da bila je pri vas. Pa sem rekla, še jaz probam. Po priporočilih. Ja, res je. Tega je mogoče še vsaj največ. Pa prav, sorry. Kar. Me zanima, itak pazimo vsi, kdaj uporabljati humor, v katerih trenutkih. Ko so tako občutljive situacije. A se ti je kdaj zgodilo, da si ga v napačnem trenutku uporabil? Ne še. Bogu hvala, trkam, hiter. Ne, daleč od tega. Mislim, itak klient, recimo, takrat, ko začne uporabljati humor, recimo, ko gremo, takrat je zelo pomembno, da pač itak to ustavimo, oziroma nekako vrednotimo, kaj je zdaj tisto, kar se tam dogaja. Rajš 4-krat se zadržim, oziroma zgrešim priložnost, kjer mogoče čutim, da bi bilo to ok, kakor pa da penkrat preveč. Kaj mislim, da je to bi porušil cel odnos in je tako. In narediš točno tisto, kar je klient na drugi strani vajen, da se v takih trenutkih naredi. Se pravi, tukaj nisem slišan, ni mi redo, da se kaj hecam iz tega. Tako da se pravim, zelo ob koncu terapije, ob koncu ciklov, mogoče na začetku, v tem samem jedru, tega pa ne. No. Spet razen, če klient res pokaže neko. Tu se v bistvu pokaže, kako lahko zelo dobro postavljaš meje v teh službah, bom rekla, tvojih. Ko je terapevtsko delo, se fokusiramo na to, ko je, ne vem, komedija, se fokusiramo na to. In da ni nekega prehajanja vmes. Super. Ena moja klientka je rekla, jaz ti dovolim, da vse to, kar se pogovarja, ti poveš na svojih nastopih. Jaz ti to, da se rekel, ne bom tega nikoli povedal. Ampak, hvala, ampak ne bom, ker jaz se ne počutim v redu, da bi to naredil. Ampak tako, dej no, prav ustrajala. Nisem ustrajala. Pa sem ne, itak ne. To je ta del. Zato tudi prej, ko smo govorili o predstavi, ki bi jo imel, ne bi govoril. Ne, na ta način, ko zdaj govorimo, to klientov smo že vse imeli, da se težko, mogoče tisti točno, kaj to bil, se bo najdel zdaj v tem, kar smo rekli, daleč od tega, pa da govorimo zelo, zelo specifične stvari. No. Tako da to se da. To jaz mislim, da smo tudi zelo dobro natrenirani terapeuti za to. Da ne govorimo o teh primerih. To so nas pa res drilali. To so svete stvari. Absolutno. Pa še zavezani smo močečnosti, etični kodeksu. In je prav, da se to spoštuje. To je osnova za to, da terapija sploh lahko. Seveda. A imam jaz tukaj dovolj varnosti, da bo to, in to je osnova. Če tega ni, terapija ne more delati. Ni šans. Tako. In se to je bil tudi moj pomislek. Zdaj ljudje mislijo, da mesto na nastopih. A ti je kdo rekel, da... Jaz že zelo, če čutim, da je kaj, zelo hitro povem tudi. Jaz pa tudi povem jim, recimo, ker sem imel že par klientov, ki pa pridejo na moje nastope. In jaz sem zmeraj rečem, to mi je tudi moj supervizor, kak sem se dosti z njo pogovarjal o tem, jaz ne bom do njih prestopil. Ker kao, zdaj se pa poznamo. Sem rekel, če ti prideš do mene, če mi ti pozdraviš, z veseljem rečemo kakšno, z veseljem se tudi nasmejemo, kaj pogovarjamo in tako naprej. Sam jaz pa ne bom, ker nekomu pa mogoče bo neprijetno, ko ti veš, da se poznamo, hnemo hodim na terapijo, ti nisi vedel, ne. To pa doskrat povem vnaprej, zaradi tega, da naj misli, da jih pa ignoriram. Zunaj, ne. Ja, to mogoče res dobro vnaprej povedati. Ena varovalka. Ja.
Sam moram reči, da zaenkrat še ni bilo nobenih težav. Vem pa, da prvič, ki se mi je zgodil, je bilo pa meni tako naroden, moji klientki sploh ne. Meni je bilo pa tako naroden, prišla je na nastop, oziroma je bilo slupo na ključju, da smo bili skupaj v istem, kjer sem jaz tudi nastopil. In jo vidim, pa nisem pridel do mene, oj, čau, živijo, čist, običajno, normalno. Jaz sem, vikat moram, se vidva jutr. Ja, meni je bilo, kaj se zdaj dogaja. Ampak jaz sem pogledal, da to meni, da pač mogoče bila čisto nova situacija, v kateri se tudi jaz nisem znajdel. Pa sem tudi naslovila, pa sem na naslednji terapiji pa rekla, ja, moje je bilo čudno, ja. Skozi vem, čisto moje. Vi niste naredili čisto nič narobe, ampak to se je prav spomnil. Prav, že dolgo mi je bilo tako sram kot takrat, pa sploh ne vem zakaj. Mislim, ja, bila je nova situacija, bila je čist nekaj, pa to je bilo, mislim, da, kaj sem, ko sem pol leta, leto delal na svoje, to ne, še zelo, ko še tipaš malo, ko še nisi čist siguren v to. Ja, zelo začetna faza. Ja. Ok, je bilo zabavno, ful se vseeno zdaj spomnim tega. Jaz pa, kaj je prav dodal eno svojo izkušnjo, da ne bi rekel, da sem v napačnem trenutku uporabil humor, ko v bistvu ni bilo, sam mislil sem, da se je ena klientka nečemu smejala, kaj je tako v smehu povedala in sem se zasmejal zraven. To je pa zelo pogosto. To je pa, je to zabolel, ampak je bila odlična priložnost za pač tako terapevtsko napako. Tako, kot mi temu rečemo. V bistvu priložnost takrat, ko jih nekaj zaboli, mi lahko takrat to naslovimo in se poglobimo v to, je bila ful dobra priložnost. Tako da tudi to, do tega to si dušemo. Včasih težko preceniš, pa misliš, pa je sploh smeh iz bolečine bil, kakor pa smeh. Pa to je ta nalezljivost del smeha, ker to je prvi odziv, ja. In je reakcija, ki gre. Ja. V enem delu ne pravim, da se človek ne more zadržati. Sam eno je avtocesta po našem živčevju, kaj sem, ne? Drugo je pa poluno, ki pa pride, kaj sem, doživljanje, pa razmišljanje, pa vse to, ki pride pa po dolgi poti ne, ampak sej, če si pač to naslovil, tak se to, mislim, da je, tudi meni se je to že zgodilo, tako da ja, v bistvu, ne da sem uporabljal humor na napačen način, ampak ja, je bilo odziv. Instinkt, ne, pač avtomatsko. In če bi to takrat pustil tam, kot v smislu, se gremo sam mim, to bi bilo ful velika napaka pol naprej. Mislim, ne bi mogel, ne, in doskrat so glih te terapevtske napake in tak, kaj sem, breaking point. Ja, dragocene. Dobrodošle, ne? Večkrat. Ja, v bistvu, ja. Ne, da jih človek namensko počne, ampak se jih naredi zaradi tega, ker ti to tam odnos te nekako že pripelje od tega, da te vleče v to, da ponoviš nekaj, kar je itak tam boleče ali pa nekaj, kar je znano. Mogoče zdaj, ko smo že pa kar malo proti koncu, pa mene še nekaj zanima. Bi rekel, da ne vem, ta relacija, da si zaradi tega, ker si komik, lahko boljši terapevt in zaradi tega, ker si terapevt, lahko boljši komik. Kje vidiš prednosti, ki ti doprinesejo pri tvojem terapevtskem delu ali pa pri tvoji drugi službi? Vem, da smo rekli že to, ta povezanost. Jaz mislim, da je to ta glavna stvar. To je glavno. Okay. Jaz si tako rečem, da sem ta glavno prakso za psihoterapijo in za komedijo dobil, ko sem 7 let delal kot kelner. Jaz mislim, da je to popolna priložnost za instantno navezovanje stika, z neznance v bistvu strežeš in v kelnarstvu ti res pridejo tako različni profili ljudi in je pa to neka lastnost, ki jo pilaš tam. Sploh, če te to zanima. Mene je vedno zanimalo delo z ljudmi. In v bistvu tudi tako sem delal, ali sem bil kelner, pa sem bil komik, ne, zdaj sem psihoterapeut in komik, no, ampak mislim, da je to ta glavna stvar, no. Ta stik. Tako bi rekel, da se oboje v bistvu nekako povezuje. Prepleteno, ja. To si ti. Druga plat izga kovanca. Zelo dobro. Se pravi, ful časa sem bil tako zdaj, ker sem pa psihoterapeut, moram zdaj to opustiti, pa sam jaz ne bi, pa tako rad to delam, pa to tudi ful rad delam, pa zato sem se šolal, pa ful časa, pa ful bi rad to delal, pa zdaj to se izključuje. Pa nič se ne rab.
Ne? Zdaj s ponosom rečem, da sem prvi psihoterapeut komik in komik psihoterapeut v Sloveniji. Evo. Ker komika psihiatra smo pa že imeli, ne? Če se spomnite Mr. Schmidta iz TV Dober dan. Ja. Ne. On je v nekaj časa še mislim, da predstojnik v Begunjah. Ja. No, ne. Evo. In mi dva imava časta, ne, imeti prvega psihoterapeuta komika v najnem podcastu. A ti veš, kak privilegij je to? Ja, vem, jaz sem sam neskončno hvaležen. Ne? Upam, da bom kdaj dobil kako karto za stožice. Da bo lahko kdaj prišla. A veš, da prav, to bi še rekel, mi smo se spoznala na enem predmetu, ko smo imeli skupaj. Celo na specializaciji. Na enem predmetu. In vem, da je nekdo omenil, da si stand-up komik, ki so si mislil, kako je pa to skapa. Stand-up komik. Se je to impuls ta. Ja, in mi je bilo takoj tako, kako, nekaj ne more biti, ok. Ampak pa sem imel eno predstavitev in mi je bilo tako, ok, vidim, kako imaš tako pravo držo, sočutno. In ne, da sem skrbel, sem sprašal, sem se, pa si pa tako, kar sem videl. V bistvu pa gre. No. Ampak mi najprej je bilo pa čisto. Mislim, takrat, ko si ti to, jaz verjetno tega še nisem vedel, da to gre. Ja. Absolutno, ker je bilo tako, spomnim se tudi, ker sem prišel na specializacijo, je bilo tako, tudi na faks, no, že na magisterij, itak slejka pri ljudi to vedel, to sem še takrat delal, to je bil pač moj šiht, tudi konc koncev je to, kar me je pripeljalo čez čez študija, tudi finančno. In tako pač, to zdaj ne morem nehati zdaj to početi, plus tudi rad to počnem. In prav spomnil sem se rekel, to zdaj bom skozi spoznal samo potem. Ne? In pol ljudi to zvem, tako, ti si pa komik, ti boš pa, ne, boš pa to, tako kaj rek smo pašli, ti si pa iz psihologije, boš ti statistiko nam razložil. Ja. Tako, vi vedeli, kako sem jaz straglo statistiko na psihologiji. In sem tako, pa sem rabil čas, da sem integriral to nekako vase, da je čisto ok, če sem tudi oboje. Me je pa ful bilo tako in tako sem, tudi sram me je bilo tako, zakaj mi zdaj to izpostavljam? Ne, jaz želim biti terapeut, jaz želim to delati. Ne, pusti to, da sem radijski voditelj, TV voditelj, to ni veze zdaj. To ni veze zdaj. Sem tudi jaz odrival to stran in bolj sem odrival, bolj je hodilo tako. Da sem vesel zdaj nekako, da sem po mojem mnenju, mislim, sebi noč sem pomirjen s tem, da je to ok. No. Bravo. Prav spomnim se en klientke, ki je prišla, taka je bila zelo, zelo zadržana, zelo taka mirna, ne. Pa je rekla, pa se je usedla, tako, v nedeljo sem vas pa videla na televiziji. Pa je bila kratko malo ponosna, da je ona zdaj pa tam, pa midva, pa sem rekel, hvala, ne, to. In bil glih ta, sem bil, ok, se ni nujno bed. Ni nujno, da je zdaj pa to, kljub temu, da sem tam v popolnoma drugačni vlogi, da je kljub temu, da mogoče na meni isti, ampak je čist drug svet, konc koncev. Da je lahko tudi pozitivno. In tako, ko si ti za nekoga dobra terapeutka, jaz verjetno ne bom za tega istega klienta, tako, ko si ti, tako sem tudi jaz, pač za neko specifično. Vsak dobi svojo klientelo, a ne, ljudi. Tudi na nas je, a sta že imela kdaj primer, ki sta rekla, mislim pa, da tole ne moramo nadaljevati. Mislim pa, da to... Jaz sem imel enkrat samo tako, ampak je bilo tako, in sem prav dobil, hvala, res, jaz bi ustrajala, ampak hvala, ker si, mislim, da je to že kar eno tretje srečanje, mislim, da je bilo, rekel, mislim, da mi da tukaj ne mora pač, ni, ne vem. Pošteno je do klientov, da dobijo pravega človeka za sebe, kjer jim ne bo muka sedeti, ne vem, 50 minut, 12 srečanj in tak naprej, tako da jaz mislim, da je to edino fair play. In za nas, in za njih. Z nami pa res ne mora biti muka. Smo simpatični. Ne, ampak pride do tega in... Zdaj tudi to je, tako kot smo se prej pogovarjali o molčečnosti in etičnem kodeksu, je to en del, ker mi moramo zato, ker se gre za njih, ne za nas. Absolutno. In oni morajo biti v najboljših rokah in če to mi nismo v enem trenutku, povemo. In se mi zdi, da si kar odahno, ko jim rečemo, vsaj jaz ne jim rečem na začetku, kadarkoli se lahko prekine, vi morate povedati, kaj čute, če vam je v redu, če vam ni, povejte in so kar tako, wow, imam eno dovoljenje. Se isto pri eni klientki je bilo pa tako, mislim, da smo imeli 9 ali 10 srečanj in na 9. ali 10. srečanju sem bil tako,
kaj pa bi se vi zdaj želeli, zdaj ne vem, od zadnjih toliko srečen, pa to pa je. Dala en tak odgovor, ki sem jaz tako, to ni pa nič, sej, kaj, mislim, ne, to sem si mislil tako v smislu, ko? Rekel, pa mislim, da reč ni nujno, da tudi izpeljajo teh 12 srečanj, jaz sem tukaj zelo slabo, bi tudi podaljšala, če bi slučajno nismo zdaj tako rigidni v tem, ampak če vi čutite, da je pač res lahko tako. Sem rekel, ja, pa če sem že plačala, ne, pa bom vrnil, absolutno sploh ni nobena težava, pač če vam ni, ne bomo tukaj zdaj na zasilo sedeli 2 srečanj. A res to lahko? A ni treba 12 srečanj? Ni treba, ni nujno, nobeno sem bo prisilil to. Tako, pa bi pa res v bistvu danes smela zadnjič, če vam je to v redu. Če vam to v redu, absolutno. Tako. Je bila prav vesela je bila, ker je dobila to možnost. To me prav spomnil se. To, pika. Ja. Ok. Okay. Luka, imaš še kako vprašanje? Pa ne, da smo že pri koncu. To je pa ena stvar. Jaz bi ure in ure lahko govoril o tem. To je ena stvar, ki jo pa pogrešam. Ker naš poklic je načeloma kar osamljen. Zelo osamljen. In to se spomnim, recimo, ko smo delali specializacijo, oziroma pol stažiranje tudi na FDI-ju. Ja, a se spomniš takrat? Ti si bil moj terapeut na vajah. Ne vem, če se spomnim to. Ja, ko smo imeli to specializacijo, ko smo imeli treninge, si ti bil moj terapeut. In takrat sem jaz začutila, nekdo, ki je komik, je lahko tudi terapeut. Ker sem jaz imela to izkušnjo. Vsi ste imeli prej ta moment, kot jaz očitno. Ja, in jaz sem se ob tebi že takrat zelo varno počutila, kot ko smo res trenirali terapevtsko delo. To je pa ena stvar. Jaz pa vem, da mogoče imaš ti tudi podobno izkušnjo, Luka. Malo nas je fantov, malo moških je v tem poklicu. In se pravi, oziroma izpopolnjevanje, ki smo ga delali, absolutno mislim, da sem več vzel od tega, kot recimo ve. Ker sem bil skozi gor. Ja, to je res. Ali sem bil nek brat, ali sem bil nek čuden stric, ali sem bil nek oče, ali sem bil partner, ali sem bil terapeut. Skozi sem bil tam in je vse bilo naporno, ne bom lagal, ampak konstantno je bil tam in nekaj. Tam pa ne vem, mogoče si na 14 dni ste bili na vrsto. Na 14 dni smo prišli na vrsto, ostali. Tako to je en del, ki je bil meni naš privilegij. Res je v enem tem delu. Čeprav v kakih trenutkih ne. Si tako, spet. Spet me goro. Ampak zdaj sta dobro izoblikovana terapeuta, tako da evo hvala vsem kolegicam na študiju, da smo lahko imeli tako priložnost. Pa hvala, ker si prišel. Z največjim veseljem. Zelo rad se pogovarjam tudi. To sem hotel reči, da je to stvar, ki jo pa mogoče malo pogrešam. Veš, da se tako le pogovarjamo, da malo poveš, kakšno izkušnjo, ki si imel v klientih. Sej probaš, ampak bistveno manj, takrat, ko smo stažirali. Med vsako si šel tudi v skupno kuhanco in si bil tako malo, ta je bila pa taka, ta je bila pa taka. Tako da iz tega vidika je malo osamljen. In tudi zaradi tega jaz ne bi nikakor komedijo dal na stran, ker to je pa obratno od osamljenosti. Tam hočeš reči več ljudi. Tako da evo, bova te še imela v mislih zagotovo, da se še kdaj tukaj srečamo, da še malo podebatiramo po terapevtsko. Tako da hvala, ker ste bili z nami ponovno v naši oddaji. Če vam je bila oddaja všeč, jo lahko všečkate, subscribate ali pa delite objavo. Tako, in dajte napisati kak komentar, mogoče kako vprašanje za najnega gosta, ne vem, kako anekdoto mogoče, ki ste jo imeli z njim, ali na odru, oziroma ali pa, ne vem, za odrju, v občinstvu, na terapiji, kakorkoli. Ampak samo pozitivne komentarje, nič negativnih. In vabljeni spet kmalu v najino družbo, v naslednjo epizodo. Lep pozdrav vsem in lepe dneve vam želimo. Ja, tudi moje strani. Čau. Dobro.